Jaz sem Petra in urejam knjižnico MGL. To je specializirana teatrološka knjižna zbirka, ki jo izdaja Mestno gledališče ljubljansko in se od drugih sorodnih edicij v slovenskem prostoru najbolj razlikuje po tem, da obstaja že vse od leta 1958, ko jo je ustanovil njen prvi urednik, dramaturg Dušan Moravec. To pomeni v praksi, da poleg tega, da izdajamo knjige, tudi skrbimo za bogat arhiv. Ves čas razmišljamo o tem, kako knjige, ki niso bile razprodane, nekako umestiti v sočasno produkcijo, jih ponuditi nekim novim generacijam bralk in bralcev, ki se z gledališčem bodisi aktivno ukvarjajo, bodisi pa jih zanima ali ga spremljajo strokovno. Ves čas seveda tudi obstoječi fundus zbirke nadgrajujemo. Trenutno je bil v delu že 176. naslov. Zadnja knjiga, ki smo jo izdali, je bila Rapsodija za gledališče Alena Badiouja. Sicer pa se trudimo izdajati knjige, ki pokrivajo različen spekter bralstva in tudi različna področja znotraj heterogenega polja sodobnih umetnosti. Pri nas ne izhajajo samo knjige, ki se ukvarjajo z dramatiko in gledališčem, ampak posegamo tudi na področje sodobnega plesa, lutk, raznih sodobnih umetnostnih form, kot so performance, inštalacije in tako naprej. Trudimo se vzdrževati ravnotežje med prevodnimi deli, ki jih pač ponudimo potem v delo eminentnim prevajalcem in prevajalkam in s katerimi zapolnjujemo neke vrzeli v izdajanju teorije. Hkrati pa tudi gledamo na to, da iščemo nove naslove, se pravi tisto, kar izhaja v Evropi in svetu ta trenutek. Hkrati zelo skrbno tudi spremljamo pisanje domačih avtorjev in avtoric, med katerimi niso samo teoretiki, ampak tudi praktični ustvarjalci iz gledališča. Tako je recimo nedavno sta izšli 2 deli Mete Hočevar, Prostori igre in pa Prostori mojega časa. O svojih ustvarjalnih prispevkih in predvsem vsem tistem, kar so med njimi spoznali, se naučili in doumeli o svojem delu, pa so pisali tudi mnogi drugi ustvarjalci, med katerimi so tako režiserji, kot recimo dramaturgi, koreografi, plesalci, scenografi, kostumografi in tako naprej. Še ena stvar, ki se mi zdi zelo zanimiva pri tem, kar počnem, je skrb za to, da nekako zgodovinimo gledališče, da iz obstoječih materialov, ki tako ali drugače odstirajo neka zanimiva poglavja v zgodovini slovenskega gledališča, sestavljamo neke nove knjižne celote, ki jih odstirajo v luči, kakršna do zdaj pač še ni bila poznana. V tem smislu včasih pogledamo tudi v zaodrje. Recimo zelo fina je bila zbirka prigodnic Mile Kačič ali pa Zlatkarij Zlatka Šugmana, ki nekako odstira zaodrje gledališča kot nekega družbenega in družabnega organizma. Ali pa recimo zelo ponosna sem bila vedno tudi na knjigo pogovorov z igralci pretežno starejše generacije, ki jo je naredil Alen Jelen, se imenuje Nočni pogovori. Ti pogovori so prvenstveno nastali v radijskem studiu in so bili del nočnega programa Radia Slovenija. Vedno se mi je zdelo zanimivo nekako vztrajati na heterogenosti polja, poudarjati povezovanje različnih področij in medijev med sabo in predvsem ustvarjati knjigo z mislijo na tisto, kar na slovenskih in tudi evropskih in svetovnih odrih nastaja ta hip. Posebnost knjižnice MGL je nenazadnje tudi v tem, da nastaja znotraj gledališča kot majhna, prožna založba, ki se trudi pač pripeljati vedno znova skupaj ljudi, ki gledališče ustvarjajo in tiste, ki ga spremljajo, kajti šele v preseku obojega se vzpostavi potem res gledališče.